Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zagotovo bo danes srečen dan, še posebej zaradi tega, ker zjutraj, ko ste iskali po omari, kaj obleči, niste mogli vedeti, da vam bo ob 12. na Mintu pa vroče, ampak je temu tako. Lepo pozdravljeni še enkrat v imenu jezikovnega centra Mint International House. Želimo vam, da današnje popoldne v naši družbi preživite čim bolj prijetno in morda na nekoliko drugačen način. Namreč zamislili smo si, da bomo hrano in jezike postavili v neko drugo celoto. Alenka Godec je v spremljavi Mirana Juvana začela današnji dogodek z domačo slovensko pesmijo, nas pa bo v nadaljevanju popeljala v druge kraje z glasbo in hrano. Svetovni okusi je naslov dogodka, namenoma namreč cenjen in zelo poznan kuhar Damjan Fink v družbi svojih kuharskih umetnikov in mojstrov že pripravlja hrano, ki jo bomo kasneje, spet ponavljam, na nekoliko drugačen način poizkusili. Najprej pa seveda, tako kot se spodobi, najprej beseda direktorici, gostiteljici, direktorici jezikovnega centra Mint International House, gospe Mojci Hergovt Koletič. Prosim. Dobar dan, dragi spoštovani poslovni partnerji, dragi gostje in prijatelji in sodelavci jezikovnega centra Mint International House. Lepo vas je videti v takem številu in lepo je, da nas je obsijalo sonce. Danes bomo kot, res da smo malo angleška šola tudi, ker imamo zraven Minta še International House in zdaj se pogovarjamo tudi veliko o vremenu. Torej, pred nami je nova sezona, zaključili smo s počitnicami in prepričana sem, da ste jih preživeli lepo na kakšnem lepem končku našega planeta, v lepi družbi. In zdaj, da prehod v delovno rutino ne bo tako nenaden, kot je vremenski prehod v zadnjih dneh iz poletja v jesen, smo vam pripravili danes še eno kratko sicer, a drugačno potovanje. Že omenjeno bo to gurmansko potovanje in prepričana sem, da vas bo tako navdušilo, da si boste že danes izbrali novo počitniško destinacijo. In če sem čisto iskrena, upam, da v dežele, katere jezika še ne znate in se ga boste z nami seveda do takrat še naučili. Eno leto je popolnoma dovolj časa. Tako. Če kdo po tem dogodku še ne bo vedel, kot in kam naslednje leto, pa vas povabim tamle na našem vrtičku, ki smo ga danes, ga bomo bolj oddaleč gledali, ker je hudo namočen, smo pripravili nekaj slik razstave Picture Slovenija, ki bo potovala naslednje leto ob 20-letnici po celem svetu in veseli smo kot podporniki, da bodo ravno International House šole gostile to razstavo na različnih koncih sveta in lahko se odločite in jo na kakšen konec sveta pospremite, torej slike in vi. Predvsem pa smo veseli, da je z nami tudi idejni oče in gonilna sila razstave, to je gospod Primož Žižek. Tamle stoji, vam je pomahal in vam bo med kosilom gotovo še kaj povedal, če ga boste vprašali o celem projektu. Tako, pravijo, da ni zastonj kosila, zato me morate zdaj poslušati. Nekdo pa si ga bo moral še prav posebno prislužiti. Well, Kevin, I told them that the English say there's no free lunch, so you'll have to earn yours by greeting us, and as we are a very friendly school, you may be short, okay? So all dear guests, welcome once again, the English-speaking guests, and some other languages perhaps as well. So we are happy to have you here, and I hope you enjoy your afternoon with us. Thank you. Dobar dan, dame in gospodje, ladies and gentlemen. Bom govoril v angleščini, prosim. But I am Scottish, and there's absolutely no free lunch. So first of all, I'd like to say thank you for the invitation to come here today, and it's always nice to get a free lunch. It's obviously important for myself at the British Chamber of Commerce that we promote the international English language whenever possible, even with a very strange Scottish accent like mine. And therefore we're very happy that Mint is actually promoting the Cambridge CELTA qualifications, which we think is a qualification which is recognised worldwide. And promoting English generally in the international business community is very important. I've been abroad now for 20 years. It does help to speak a little bit of the local language, even with the Chudno accent, Chudno dialect. But English
fortunately for us, is the international language. What I would say is try not to be too pressurised to be perfect in your English. As we say in Scotland, grammar is someone who's married to your grandpa. So it's better to talk a lot, as my partner will guarantee that I do, and make lots of mistakes, which I do often. But it's better to practice, and practice makes perfect. So I just want to say, have a nice lunch. I know it's a quick lunch. Sasha, my colleague here from the British Chamber, Sasha, please wave. We'll be very happy to talk to you about the British Chamber, and we're very happy to welcome Mint as our newest member to the Chamber, and we hope we can give you some good Scottish, British value for money. So have a nice day. Dobrodošli, še enkrat in hvala lepa. Sproščeno in prijateljsko. Hvala lepa, gospod Kevin Morrison. Vse stvari imajo svoj namen, zato dovolite, da v stavku ali dveh spregovorimo še o teh fotografijah, o katerih je že Mojca govorila. Vidite jih na vrtu jezikovnega centra Mint. Gre pa za kolekcijo slik projekta Picture Slovenija, katerega ambasador je tudi Trkaj. In te slike z mnogimi drugimi bodo skozi pokroviteljstvo jezikovnega centra Mint romale v 20 različnih držav po svetu, tam, kjer je International House seveda tudi prisoten. Gre za velik projekt promocije same Slovenije po vsem svetu. No in ko že govorimo o svetu, o drugih državah, se preselimo tudi z glasbo kam. Alenka? Angleška? Bo v redu? Prav. Toliko uvodoma in toliko uradno, zdaj pa okusi in to svetovni. Ob tej priložnosti dovolite, da vam predstavim Damjana Finka. Dober dan, lepo zdrav, Damjan. Zdravo. On je idejni in motivacijski motor projekta Kulinarični zakladi Slovenije. Zdaj tisto, kar bom rekla naprej, ne jemite dobesedno, ampak pravijo, da je njegova glava eno samo rastišče idej. Dokazal je, da je bil gostinec, da je biti gostinec umetnost, njegov moto pa, če to drži, Damjan, boš povedal,
Naj nas združuje hrana, vino in naša zgodba. Kakšna je ta zgodba, boš razkril. Kam pa nas je ta zgodba privedla danes? Izvoli. Tako, evo ti, dober dan, sem skupaj. V bistvu ideja, glede na tudi jezikovna šola, je bila, da naredimo par okusov Evropa, svet. In smo v najbolj plodnem času, da lahko dobimo čim več svežih izdelkov. V bistvu imamo sveže zelišča, gobe, meso, v bistvu kazori. Tako da v prvem delu smo danes pripravili 2 slanine. Eno je španska pantanegra, ki je v bistvu v zeliščih in soli. In eno je edina zaščitena pasma prašiča v Sloveniji, to je krškopoljski odojk. Boste videli, v bistvu se topi v ustih, zraven je topla čebata in popolnoma 2 vrste jurčka. En je jurček, ki je zamrznjen in je v bistvu različica, kako narediti potem dober jurček. Mi smo ga naredili z jajčkom in v bistvu par svežih zelišč. In jurček je pečen čist svež na žaru, res v bistvu danes dobiti iz ribencega in na vrh bo planinska skuta. Skuta je v bistvu, imamo 5 svojih krav na planini Bosca nad Kobaridom, kjer je noter 70% kravjega mleka in v bistvu še 30 koziga in maslo, ki drži na sifonu. Tako da v bistvu je tako en tak eleganten okus zraven jurčka na žar, da ni pikanten jurček. Potem boste imeli malo v bistvu tako eno testenino z tartufom, glede na to, da smo v jeseni, in z gamberi. Na vrh bo parmezan. In imamo še zraven po tej hladni jedi pate, ki v bistvu v Sloveniji ga zelo veliko delamo. Eno je na osnovi gosjih jeter, eno pa na osnovi piščančjih. Zelo pomembno je tukaj razmerje. Mi smo imeli danes razmerje 1:1. Tukaj je jetrc, tukaj je maslo. V bistvu, da se jede res masleno pod usmi. Za sledice bojo 2 zadeve. Eno bo prekmurska gibanica in eno bo čokoladni sufle, ki ga bomo tukaj sproti pekli za vas. In na koncu imamo še 2 vrste seru. En je v bistvu tolminc, ki je iz 100% kravjega mleka in ni pripravljen za starjenje. In eno je ser, ki je pripravljen za starjenje, zdaj star 3 mesece. V bistvu dosti lahko prebavljiv in se ga lahko dosti več poje. In pa ser brie. Tako v bistvu, jaz bi kar prosil, da čim prej prijete, ker v bistvu predvsem zaradi slanine. Ker temperatura si sami vzamete, mi vam bomo pa tukaj skozi govorili, v bistvu, kaj se dogaja. Če bo malo započakati, nič hude, ker se vse zadeve delajo sveže. Imamo res, tako kot sem rekel v štartu, imamo ta trenutek najboljše priložnosti, ker imamo največ svežih sestavin in bomo čim več probali s tem zajeti, v bistvu, tako bom rekel, cel spekter okusov. Jaz vam želim, da v bistvu boste se imeli dobro, imamo lepo vreme od zunaj, ko v bistvu lahko delamo svežimi zelišči, pridemo pa res lahko do pravih okusov, tako imamo oljčno olje slovenske Istre, tako da zdaj vas kar povabim, da kar pridete. No pa Mojca lahko začne tole povorko in si privošči pojedino različnih svetovnih okusov. Lahko bo Damjan, če boste želeli, tudi majhen krog naredil med vsemi vami, če boste imeli še kakšno dodatno vprašanje. Kar se kuhe tiče, bo z veseljem odgovoril. Drugače pa uživajte, dober tek, prijetno družbo vam bo delala Alenka Godec, vsaj še eni skladbi, če se ne motim, bo tale španska, a ne? Potem pa bo gospod Miran še malo poigraval, tako da bo lažje hrana stekla po grlu navzdol. Ko boste hiteli nazaj na svoja delovna mesta, pa vas bo ob izhodu čakalo še majhno presenečenje, skupek malih pozornosti, med katerimi boste recimo našli angleško-angleški slovar na DVD-ju, vse potrebne informacije, ki jih potrebujete o jezikovni šoli Mint in še nekaj malih presenečenj. Hvala lepa, da ste nas obiskali, da ste se odzvali vabilu in prijetno popoldne.